Dober večer, drage dame, dragi gospodje, v tem lepem večeru, kjer vam želim prešerno in kulturno in predvsem z veliko hvaležnostjo, da ste prisluhnili v takem številu nocojšnjemu večeru. Lahko bi rekla, da je to en tak večer, ki dobesedno s ponosom označuje naše obletnice, zato bom jaz zelo kratka, naj bo večer prešeren. Uživajte, vsak po svoje in vsem iskrena hvala za tako čudovito udeležbo. Lep večer in seveda prepuščam besedo našima nocojšnjima gostoma, Jerci in Petru. Srečno. Lep dober večer, drage dame, spoštovani gospodje, v izjemno čast Kulturno-umetniškega društva Zasip vas danes gostiva Peter in Jerca. Ganjena sva, da lahko prav tukaj in sedaj skupaj z vami obeleživa nam ljubi slovenski praznik in pomembne obletnice, ki jih v letošnjem letu praznujemo pod okriljem našega društva. Prešernov dan že 80-tič. 8. februar je za praznik leta 1945 razglasilo predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in nova država Slovenija ga je ohranila ter leta 1991 razglasila za dela prost dan. V KUD-u Zasip bomo današnji večer posvetili praznovanju 100. obletnice delovanja. Leta 1925 je bilo namreč ustanovljeno prvo slovensko prosvetno društvo v Zasipu. Pevski zbor Canticum Novum praznuje 10. obletnico delovanja, medtem ko smo lani praznovali 40 let okteta Lip Bled. Pred 150 leti pa se je rodila najbolj znana zasipška učiteljica Vida Jeraj, ki se je s svojo hvalnico Zasipu, navzgor se širi rožmarin, navzdol se nagelj vije, za večno zapisala v srca okoliških prebivalcev. Slovenski kulturni praznik Prešernov dan ni le praznik slovenske kulture, ampak tudi trenutek, ko se spomnimo moči besede, lepote jezika in globine umetnosti. Zato se nam bo ta slavnostni večer ob stoletnici KUD Zasip na odru pridružila izbrana druščina kulturnih ustvarjalcev. Iskreno veseli in počaščeni smo, da nas pri tem podpirajo tudi ugledni posamezniki, ki jih pozdravljava med nami. Janeza Rozmana, reinkarniranega Prešerna, Trubarja, Gutenberga in Lutra, karizmatičnega gospoda, ki se bo kasneje v preddverju festivalne dvorane v družbi svoje gospe Mari predstavil z njunimi znamenitimi tiskarskimi izdelki. Vodjo območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Radovljica, gospoda Marka Možino in seveda našega dragega župana Antona Mežana, ki ga že vabim k besedi. Spoštovane članice in člani Kulturno-umetniškega društva Zasip, spoštovane krajanke in krajani Zasipa, občanke in občane občine Bled, ter seveda vsi tisti, ki ste od blizu in daleč
prišli danes izraziti poklon ne samo Francetu Prešernu, niste tule samo zaradi občinskega oziroma kulturnega praznika, ampak zaradi kulturno-umetniškega društva, ki praznuje res ta častitljivi jubilej. 100 let. Zdaj, če se malo pošalim, včasih se mi je to zdela ena ogromna, grozno dolga doba. Glede na to, da bom letos na polovici te dobe, se mi ne zdi več tako veliko. Ampak vseeno verjamem, da je veliko posameznikov, in vem, da je tako, pustilo svoj pečat v delovanju kulturno-umetniškega društva. Da so mnogi, bom rekel, velikokrat se odrekli tudi družini, družinskemu vzdušju in še čemu, da so lahko prispevali pri kulturi tisto, kar so pač želeli prispevati in kar so čutili, da pač morajo. In ja, prav posamezniki so tisti, ki različna društva, tudi kulturna, ženejo naprej. Za seboj pa potrebujejo tiste prave motorje, ki jim pomagajo, ki jih ne ovirajo in na koncu so rezultati čudoviti. Imamo lahko prireditve, na koncu so razne, bom rekel, razna literarna dela in podobno, ampak v kulturi in umetnosti ni samo tisti cilj važen, ko ga na koncu dosežemo, važna je tudi pot. Kot sem že danes omenil pri Prešernovem spomeniku, se mi zdi pomembno, da se tisti, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo, družijo in na ta način, torej pri ustvarjanju, že pri idejah in pri potem soustvarjanju programa ali pa nekih publikacij, se družijo na način, kot se je družilo že od nekdaj, na tisti pravi način, brez kakšnih digitalnih orodij, brez kakšnih socialnih omrežij in podobno. Kajti samo ta pristen stik je tisti pravi stik. Jaz želim kulturnemu društvu, kulturno-umetniškemu društvu Zasip in pa seveda predsednici, ki vidim, da ima še vedno polno energije, kajti toliko, kot se zdaj dela, se lahko rečem, ne dela povsod in verjamem, da je pred vami še svetla pot. Zato vam želim vse najlepše in vse najboljše ob tem prazniku. Jaz verjamem, da se ponovno vidimo ob občinskem prazniku, tudi takrat, ko bomo delili kakšne priznanja, plakete in podobno. Predvsem pa si želim, da bi bila tudi takrat vsaj takole polna dvorana. Kajti, spoštovane in spoštovani, napolniti festivalno dvorano ni enostavno. Kulturno-umetniškemu društvu Zasip in pa nam zdajle je tole uspelo samo iz enega razloga. Ker društvo dobro dela, ker je dobro delalo in ker tisti, ki se čutite del tega društva, čutite to pripadnost globoko v sebi. Želim vsem skupaj lep, prijeten večer, prijeten preostanek današnjega kulturnega praznika in pa seveda kulturnega vikenda, en dan je še pred nami, in pa vsem skupaj naj rečem takole, naj bo prešerno in kulturno celo leto, ne samo ob kulturnem prazniku. Lep večer vsem skupaj in hvala vsakemu posebej, ki je karkoli prispeval pri delovanju kulturno-umetniškega društva Zasip. Gospodu županu, hvala lepa za uvodne besede, sedaj pa kot prve na oder vabim oktet Lep Bled. O jezeru bistri glava, čolnic glava, sem trtje. V čolnu glasno se prepeva, da odmeva od gori. Mile ptice po dolinah in planinah se so čule pisem mojo, vsaka svojo žvrgoli. Ribam srca vsem igrajo, da skakljajo nad vodo. Še valovi šepetajo in šumljajo med seboj. Tukaj slava vence lije, srce bije nam gorko.
Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Tako, začenjamo popotovanje v zgodovino kulture in Prešernovega življenja ter Prešernega življenja v Kulturno-umetniškem društvu Zasip. Najin recital bodo spremljali nastopi članov našega in okoliških društev. Posebej vas vabiva k budnemu spremljanju interaktivne projekcije v ozadju, kjer boste lahko prebirali zanimivosti o društvu in nastopajočih. 225 let mineva, odkar se je 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem rodil France Prešeren. Kot tretji otrok v kmečki družini je obiskoval ljudsko šolo in bil kot odličnjak vpisan v Zlato knjigo. Po gimnaziji v Ljubljani je odšel študirati na Dunaj. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico bi bližnji sosed varoval, Svet Marka. Navkljub želji staršev, da bi postal duhovnik, se je odločil za študij prava in ga leta 1828 uspešno dokončal. Se je kdaj spraševal, kako bi bilo, če bi ostal v Vrbi? Gotovo večina izmed nas ve, da je France Zasip poimenoval oltar Gorenjske. Njegovo življenje bi bilo morda drugačno, če bi večkrat prišel v to čarobno vas pod Homom. Kdo ve? Od tam in tukaj sedaj z nami so še vedno oktetna dama in večni fantini okteta Lip Bled. Prosim. Lušno je bilo, ko so rožice bile, so pa rože minule, minulo je vse. To te prosim, ljubo, dakle, da knežinja večna mi. So pa rožice minule, minulo je vse. Bičva hor po hanku brana, se solzinimi očmi, se nikoli več ne trošta, a ne kratke noči. Kak luštno je bilo, ko so rožice bile, so pa rožice minule, minulo je vse. So pa rožice minule, minulo je vse. Vidno znova
izbrih in mahov, tisočkrat vračam se v misli domov. Vedno znova radi visive tujine, v sanjah vodiček povidim nazaj, v tihi zeleni raj. Oj, gozdovi, mesečini, včasih vas dan zlati, včasih vas noč srebri, v mesečini so spomini. Vedno ste v srcu z mano, vedno ste v snu z menoj. Vedno znova radi zeleno naročje, ki je spleteno iz smeh in mahov, tisočkrat vračam se v misli domov. Vedno znova radi visive tujine, v sanjah vodiček povidim nazaj, v tihi zeleni raj. Oj, gozdovi, mesečini, včasih vas dan zlati, včasih vas noč srebri, v mesečini so spomini. Vedno ste v srcu z mano, vedno ste v snu z menoj. Lunco poglej, kam za goro, ti pa tudi nocoj si sam. Mrak tihi gozd, neželni plah, že si skrita svoj pajčolan. Zvezdice glej, budne soži, se poredno ti smajejo, a ne topir, čupin slovi, ljubice kličejo. A ne topir, čupin slovi, ljubice kličejo. Lep je ta svet, ko noč razpne svoja krila tajinstvena. Kaj se bojiš, kaj čakaš še, naj še tebi poguma da. Politja ima spod okence in še ti si izberi dekle. Tudi za tim morda neki utripljen od svojih srci. Tudi za tim morda neki utripljen
V mladostnem obdobju je Prešeren pisal pesmi pod vplivom vodnika, torej razsvetljencev. Čas je prinesel bridke izkušnje, z njimi pa je spremenil svoj pogled na svet, ki do njega ni bil usmiljen. Melanholija, resnica, v kateri se zavemo, da je mladost minljiva in da svetu vlada denar, dobra dejanja pa bolj malo pomenijo. Sta v njem navdihnila stvaritev slovo od mladosti. Kot da se iz preteklosti nikoli dovolj ne naučimo. Ne zmisli, da dih prve sapce bode odnesel to, kar misli so stvarile. Pozab, kaj nesreč prestanih škode in ran, ki so se komaj zacelile. Dokler, da smo brez dna polnili sode, zučena so starih letih časov sile. Zato mladost, po tvoji temni zarji, srce zdihvalo bomi, Bog te obvarje. Ja, Peter, je že tako, da v mladosti zidamo gradove v oblakih in verjamemo v lepše življenje, zato še posebej skozi težke preizkušnje ne smemo popuščati. In naj nam pri tem prihodnji rodovi pomagajo k drugačnemu usmišljanju. Tevž Bijol, dobrodošel z nama.
Pri 33 letih je Prešeren v Trnovski cerkvi v Ljubljani prvič uzrl Julijo Primic in se vanjo usodno in nesrečno zaljubil. Postala je njegova muza, nedosegljivi ideal in namenil ji je večino svojih najlepših pesmi. Poet tvoj nov Slovencem venet vije, ran mojih bo spomin in tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožce poezije. Le malokrat slišimo, da Prešernova poezija ne bi bila taka, kot nam jo je zapustil, če bi se mu življenje v danem trenutku obrnilo na bolje in bo mu nastavilo svoje srečno lice. Tako, kot jo je zagotovo Juretu Pavliču. Vabljen na oder.
A ne samo ljubezen, tudi prijateljstvo je Prešernu ni dalo mirnega spanca. Reka Sava mu je odnesla najboljšega prijatelja Matijo Čopa, velikega človeka za slovenski narod, a še večjega za Franceta. Komaj zastavil rojak si pero pred praznovajočo vzgubo veliko rodu, krivega dokaj zamud. V Save dereča valov tam v vrtinčinah smrt te zasači.
glas ti zapre besedi, z rok ti potegne pero. Zemlja na mili čuvaj nam zaklad tvoj varuje skopa. Grobi na tvoje moči, materi slave rose. Niso suhe nam, prijateljem, oči, ko se spomnimo tebe in o predragih s teboj tvoje ljubezni darov. Seme, ki ti zasejal si ga, že gre v klasje veselo nam in za nami dokaj vnukam obeta sadu. Naj se učenost in ime, čast tvoje rojak, ne pozabi, dokler tebi drago v Kranji slovenstvo živi. Ta nasloviti poet je za Čopovo tragedijo krivil sebe, ker si ni vzel časa za kopanje s prijateljem, če tudi sam ni znal plavati. Skrajno otožno, a hkrati tako zelo življenjsko. In ker ima sleherno življenje saj dva bregova, je v sodobnem času nastala zbirka pesmi domačinke Katarine Katje Kos, Življenje je kot reka. Dober večer. Lepa je naša vas. Evo jo. In letos praznujemo že 100 let kulturnega društva v Zasipu. V 100 letih se je marsikaj spremenilo. Vse bolj redko se ob srečanjih pozdravljamo, a lepo bi bilo, da vas najprej pozdravim, zato je prva moja pesem Pozdrav. Ne bom jaz učil vas, kako naj živite, saj nisem prav nič pametnejši kot vi. Le kdo sem, da smel bi vam brati levite, kakor vam paše vsak naj živi. Le željo imam, da se dobro imamo, da se izognemo večjih napak, da se pozdravimo, ker se poznamo, sebi najboljše poišče naj vsak. In kadar se srečamo, vas bom pozdravil, prav nič me ne stane prijazen pozdrav. Le škoda je, da bi trenutek zapravil, več se ne vrne in meni bo žal. Pred novim letom je Kulturno društvo Zasip izdalo 2 knjigi mojih pesmi. Podobna toku reke je življenjska pot vsakega od nas, polna različnih doživetij in tudi življenje nezadržno teče vedno v isto smer. Vodilna pesem po poglavjih v knjigi je Življenje je reka. Življenje je kot reka. Življenje je kot reka, ki teče mimo nas. Nikdar se ne ustavi in vse ima svoj čas. Na drugi strani reke ostala je mladost, ostale naše sanje, nihče ne ve za most. Tako kot bistra reka, ki lepo šumi, ujeta v svojo strugo, nikdar se ne izgubi. Ne more se izgubiti in teče na izvir, vztrajno, vdano, teče vedno v isto smer. Naj reka pozabljenja odnese s sabo vse. Nekje v nas teče reka, življenja časov ni, kjer njena pot poteka, spomin v njej živi. Naj reka pozabljenja odnese s sabo vse, prelomljene obljube, prevare in solze, utonjene v pozabo in se ne vrne več krivica, ki se vrača kot spomin boleč. Preteklost se ne vrne, kaj jutri bo, ne vem. Želim, da misli črne skupnijo z novim dnem. Na drugi strani reke obstaja lepši svet, kot slika iz oblakov, ki izginja spet in spet. Na drugi strani reke ostale so želje, ko reka tok obrne, izpolnijo se vse. Pesem je tekst z melodijo. Spomnimo se prvih otroških pesmic, lepe melodije v posebnem dogodku. Pesem je pajčevina, v katero se je ujel čas. Ujeti trenutek, ujeti občutek,
ujeti in narisati jutranjo roso, z besedo čutiti, da noga je bosa, ko najlepši žarek se riše vrh gore, ki čuti ga duša, tja ga noga ne more. Ujeti trenutek, ujeti občutek, ujeti tišino in mrak nad dolino, ujeti duh cvetja in tople dišave, ujeti počasno umiranje trave in čričkovo pesem in daljne zvonenje, ugašanje dneva, za hribi žarenje. Narisati srečo, pobarvati dan in žalost spustiti, naj pride na plan. Prešteti vse zvezde, ustaviti čas, poklicati pesem, naj pride med nas. Ujeti občutek, ujeti trenutek. Druga zbirka pesmi ima naslov Pravljice in zgodbice. Namenjena je mlajšim bralcem. Moja hčerka Staša, ki živi na Irskem, jo je opremila z risbami in tekste prevedla v angleščino. Izbrala sem zgodbo o slavnem mačku, naslov pesmi je Živel je en muc. Evo ga. Živel je en muc. Kraljevske postave, gospodske pojave, ves nobel in lep je nosil svoj rep, kakor zastavo. Vsak dan na potep je hodil v naravo. Se je zgodilo slučajno, ale da mu je miška prekrižala pot. A naš muc je gospod, kot da ne ve, zakaj je pri hiši in kdo pazi na miši. Zdaj miška pod šapo je dvignila kapo. No, bil je mišon in se spoznal je na dvorni bonton. Muc! Pozdravljen, presvetli muc, vaša kosmatost, vaša kraljevska mačja brkatost, mi v časti in slavo, da vi za zabavo me s taco držite. Pa mi dovolite, da za časopis objavim dopis o vaši lepoti in mehki dobroti. Le fotko še rabim, da jo objavim na prvi strani, da vidite sami, presvetli gospod, jo pošljem povsod, da ves svet bo spoznal in občudoval vašo fino naravo in čud za zabavo. Mišon prav počasi spod tace prileze, pazi se, da ne zbudi mačje jed. In kar s telefonom muca pozname. Ta fotka gre v svet, to ni samo zame. Mucu ni mar za telefonijo, ne briga se on za tehnologijo, le s taco zamahne. Kar pojdi, adijo. Adijo, presvetli muc, vaša kosmatost, vaša kraljevska mačja brkatost, košata repatost, ostra uhatost. Takole ga hvali prebrisanec mali, pobegne vse dalje do varne razdalje. A mucu je prav, na soncu zaspal je v klopčič zavit. Saj je bil sit, imel je zabavo, zdaj čaka na slavo in v tisku objavo, ko pod fotko njegovo bo videl nagovor. Predstavljamo slavno mačjo pojavo, poglejte to fino kraljevsko brkatost, mehko puhatost, ostro uhatost, košato repatost in kar je še takih posebnih stvari, ker on je tak muc, da enakega ni. Pred 2 letoma sem prav v tej dvorani predstavila pravljico o prijaznem blejskem zmaju. Mogoče vas zanima, kaj se je s prijaznim zmajem in prikupno zmajčico dogajalo takrat. Zmajeve upodobitve so bile poseben zalogaj zame. No, to je moja prva risba, to sem jaz narisala. Moja hčerka Staša je za knjigo izboljšala njegovo podobo. Za potni list pa je rabil fotografijo. Evo.
No, zdaj ima že leseno izvedbo, žal je ostala zadaj. In naj povem, kako je bilo, ko je bil zmaj brez potnega lista. Še vedno je pod gradom skala, kjer domovanje ima naš zmaj. Ženo svet bi obiskala, a sta morala nazaj. So zavrnili jo na meji. Ne smete brez papirjev čez. Zmaj se je smejal idej. Mar rabim potni list, zares. Saj, bi šel po svojo sliko, lahko skuril bi lokal. Saj zmajev nimate veliko, me bo že kdo tu spoznal. A policaj ostaja resen. Tukaj meni je prehod, ne smete brez papirjev čezen, tudi če ste zmaj gospod. Nazadnje sta se zmaja oddala, odšla nazaj domov na Bled, a sta tam samo prespala, pripravila se na polet. V pravljico sta odletela, kjer ni meja in ni ovir, in v pravljici bosta živela, kjer je lepo in vlada mir. Evo. Hvala lepa. Prešeren je zadnje desetletje svojo poezijo pripeljal do njenega poznega obdobja, za katerega so značilne vsakdanje teme, stvarnejši motivi in ljudska tematika. Čez tebe več ne bo sovražna sreča, iz mojih ust prišla beseda žala. Navadil sem se, naj Bogu bo hvala, trpljenje tvojega življenje ječa. V življenju, ki ga je velikokrat prizadelo, je Prešeren vztrajal. Postajal je ostrejši, a tudi bolj miren, včasih celo humoren. In tako radostna je tudi Dragica Ropret Žumar. Danes vam bom povedala gorenjsko ljudsko pravljico Šuštar in smrt. Pravljico sem prvič slišala že v otroštvu. Za Kamišji baj in v domače narečje pa sem jo priredila po knjižni priredbi Anje Štefan. Torej, Šuštar in smrt. Enkrat je živel en Šuštar. V ženu se ni nič. Skozi ga je pomal pil, pa zraven je prav na fardaman klev. Pa je enkrat prišel fajmaštar do njega, pa mu je rekel: na vem, koga bo stojal dušo. V cerku nič ne hodiš, k spoved tudi nič, le koga bo s tabo. Šuštar se je pa pogod zjezel, pa mu je rekel: gospod župnik, mislim, da sem dosti star, da prav dobro vem, kako je treba živeti. Cel življenje sem trdo deval, vse, kar imam, sem pošten zaslužil. Šenkov ima nobeden nič ni, zato me kar lepo čeden prgmah vstite s tole vašo cerkujo, pa s telem vašem komedijem. Fajmaštar ga je sam debel gledal, pa si je mislil: tmole revež, pa ni ubene pomoči več, pa jo je šel. Šuštar je pa naprej šival, pa pil, pa šival, pa pil. Če mu pa kaj ni šlo prav dobro v drog, je pa tudi kaj hudiče na pomoč klical. Pa so se enkrat v peklu prav na njega spomnila. Po Šuštarjev treba, je rekel Lucifer, zdaj pa že dosti zru. Ta drug hudič so se pa hitro oglasili: kako tu misliš, po Šuštarja? Sami ne moramo iti po njega. Ta prvo mora iti smrt ponga, pa ga bomo pa že mi uhka dobili v svoje roke. Pa so se res zmenili, da je šla ta prvo smrt po njega.
tisto ta skrhano koso je vrgva gor čez rame, pa jo je šla lepo čeden preče Šuštarjev hiš. Ki je pa do hiše prišla, je pa na vrata potrkova. Kdo je? Se je oglasil Šuštar. Prid noter, da vidu, kdo si, pa koga hočeš od mene. Smrt je vrata odprla, pa je noter prišla. Šuštar, zdaj je pa konc telah tojah komedij, danes greš lepo čeden z mano, mu je kar naravnost povedala. Ki jo je pa Šuštar zagledal, se jo je pa pogoto strašil. Sveta Marija, pomagavka, zdaj pa bo, zdaj imam pa trda prede, si je mislil. Zraven je pa že gruntal, kako psejovka z nebu, pa je rekel. Tele čevlje moram še potemplat, pa grem pa vhka s tabo. Jo no, tkuj cajta te pa že vhka počakam, je rekla smrt. Takrat se je pa Šuštarja posvetil, pa je rekel. Ta cajt, ki jaz devam, pa ti zlez gor na mojo hruško, pa mene ne par prav lepih hrušk naber, da se jih bom vhka najedel, preden bom šel na tako dolgo pot. Ta hruška je imela pa tako moč, da če je do gor zlezel, pa je dol ni več mogel, če Šuštar ni tako ukazal. No, smrt je res zlezla gor na hruško, a ne par prav lepih hrušk od trgova, ki jih je pa imela, pa dol ni več mogla. Vsa scaga naj prosiva Šuštarja, naj jo dol spasti, vse sorte reči mu je obljubljala, tudi to, da po njega ankoli več ne prišla. Šuštar se je pa samo smejal, pa je rekel, kakor hočeš, ampak ne par dni pa le še gor na hruško stan, da zboš zapomenva, kdaj spomane hodiva. No, Šuštar je poj naprej šival, pa žvižgal, šival, pa žvižgal. Smrt je pa še 2 dni gor na hrušk čpeva. Ta cajt na svet ni uben človek umrl. K se je pa Šuštarja vse v kaple preveč naumen zdel, jo je pa spustil. Ki je bila pa smrtanka trešena, se je pa zakleva, da po njega pa za živo glavo ankoli več ne hodiva. In tako je tudi bo. Šuštar je poj naprej šival, pa se staral. Šival, pa se staral. Pa je bil pa že tako star, da je grozen svap videl. Zato, ki je tako svap videl, je pa tudi težk deval. Takrat pa že tudi, ko je rad umrl, ampak ni mogel, zato, ki se je smrt zakleva, da po njega nikoli več ne prišla. Prav malo ga je že skrbel, koga v naredu, če ne bo mogel umreti. Glih to je gruntal, pa je zaslišal, da den na oken trka. Šuštar, odpri! Kdo spa ti? Ga je prašal Šuštar. To je prijatelj sem, je rekel gun. Zraven se je pa tako zasmejal, kakor da ben kozu zameketal. Šuštarja je kar mrzu pot oblil, ampak mu je vse glih odprl. Noter je pa stopil anveč volk, v jager z gvant oblečen, pa mu je rekel, Šuštar, sem slišal, da se naveličal živeti, če hočeš greš vhka z mano. Šuštar ga pa gleda, pa se mu je vse v kup malo čuden zdel. Je videl, da sum krempelnov na rokah ni mogel dobro skrit, pa si je mislil, če to ni sam hudič, z njim pa tudi ne bom šel. Pa se je pa spomnil, da ima doma še malo žegnane vode. Hitro jo je vzel, pa ga je poškropil z dno. Takrat je pa tako vsekal, da je hudiča kar v vrata zabrisal. Še preden je Šuštar se prišel, gunga ni bo ženker več. Takrat je bil še le prepričan, da je samega hudiča ven z bajte spravil.
Pa je pa začel gruntat, če se ne bi kaj sam na gun svet podal. Popokal je svoje reči, pa jo išel lepo čeden preče nebesam. Svet Peter ga je pa že oddaleč zagledal, pa si je mislil, če to ni ti Šuštar, k hudičem ni hotel imeti nobenega opravka, smrtjo pa tudi ne, zad ga pa tudi v nebesah nal prestora, buf, pa je zaluputnil nebeške vrata. Ki je Šuštar enkrat zmatran prišel kaj do vrat, je bo pa vse zaprt pa zapahnen. Mal je porukal, pa je pa zaupil, odprite no, a na duša je tle. Svet Peter je pa stran skolinco odprl, ven pogledal, pa mu rekel, v nebesah ni prestora zate, kar pred se sprav. Koga je votel Šuštar? Ancajt je še stavil mal tam pred nebesem, ki je pa videl, da s te moke na bo kruha, joj pa šel lepo čeden preče pekla. Tudi hudic so ga že oddaleč zagledali, rekel Aden od ta kremplastah, če to ni ti Šuštar, ki je smrti mu gor na hrušk, ga pa tudi upakvo nočmo. Hitro so vse hudiče skup sklicali, da so jim pomagali vrata v paku držati. Tako so jih tišali, da so jim kar krempelne skozi vrata pogledali. Ki je pa Šuštar enkrat prišel kaj do vrat, je pa videl, kako je hudič tišejo. Hitro je vzel en velik kamen, pa jim je vse krempelne nazaj zakrivil, tako da jih sploh niso mogli več spastiti. Adijo, zalega peklenska, je rekel, pa je šel. Takrat je pa zagledal pohno vuno. Tako lepo se ji svetiva, da je šel kar proti njej. Ki je mal bolj bliz prišel, se mu je pa zazdel, da na lun že enga vid. Še mal bolj natančen je pogledal, je pa videl, da je to kovač. Tako je bil že zmatran, da ga je kar prosil, če ga vse pozame. Kovač je pa bil pa kar kaj za to, pa mu je rekel, ja no prav, te bom pa vzel. Samo, če nam boš dober meh gonil. No, in tako še danes kujeta Šuštar pa Kovač gor na lun. In če prav dober pogledate, juhka vidite, kako fleten zdeta gor na ne. In verjeten se prav dober zastopta. France je pesnil samo do 46. leta, ko je prišel v Kranj. Tam je odprl samostojno odvetniško pisarno in končno dobil tako želeni naziv doktor. Kdo bi si mislil, da mu je usoda namenila le še 3 leta? Vsi vprašajo, kdo zadnji v to jamo djan je bil. Gotovo bil svetnik je, ker ni vas v grobu zgnil. Stal tam je kamen, katerega nihče pred čislal ni. Hitem v mahu trebit, napis tak govori, da Dobroslav je pevec bil tjekaj pokopan, ki pel v tak milih glasih je od ljubezni ran, pel v tak slovečih pesmah čast lepe deklice, prevzetne gospodične, nemile ljubice. In čeprav se je naš največji pesnik poslovil 8. februarja 1849, so za njim ostali mnogi živahni stihi, ki so navdihovali ljubitelje vseh generacij. Mladi so vir novega življenja, zato je nocoj z nami tudi glasbeni center Do Re Mi. Prosim, oder je vaš.
Danes, 176 let pozneje, našemu največjemu pesniku še vedno pojemo čast in slavo. Kako ponosen bi bil, če bi vedel, da kultura živi, ko bi vedel, da v svobodni Sloveniji je njegova Zdravljica zasedel mesto državne himne, ko bi vedel, da dan njegovega slovesa praznujemo z državnim praznikom, da danes največje priznanje kulturnikom pomeni prav nagrada, ki nosi njegovo ime. In medtem so tukaj iz nepogrešljive pevske zakladnice Kuda Zasip, kdo drug kot Canticum Novum. Prosim. Radost me okaja, ko se
Tako v preteklosti kot tudi danes se močna volja do dela, navdihujoči ustvarjalnost, komunikativnost in odprtost razvijajo ravno tam, kjer je to najmanj opaženo, v lokalnem okolju. V društvih, kot je Kulturno-umetniško društvo Zasip in ostalih društvih, ki nas nocoj spremljajo, se oblikujejo zametki visoke kulture, kritičnega občinstva in afinitete do tradicije. Zato ne bodimo skromni in ne ustvarjajmo le zato, da se rešimo kalupa dnevne rutine. Naredimo več za naš prihodnji obstoj, kot posamezniki in kot narod. V svetu globalizacije je ohranjanje identitete in krepitev občutka pripadnosti neizmernega pomena. Naš jezik je naš največji pesnik uvrstil med najbolj žlahtno v obdobju romantike in kljub temu je ostal tako skromen, da je vedno pomagal revežem, za otroke pa nosil pripravljen mošnjiček poln fig. In ker sva midva za konec prihranila še en posladek, na oder vabiva gospoda Marka Možino iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti, da ob čestitljivih obletnicah sekcij KUD-a Zasip podeli priznanja našim prizadevnim ustvarjalcem. Hkrati kličeva Urško Odar, zborovodkinjo Canticum Novum, pevovodjo Vido Mihelčič in Metoda Krajgerja iz okteta Lip Bled ter predsednico KUD Zasip Dragico Strnad Kenda. Naj še ob tej priliki dodam, da je gospod Metod tisti človek, ki v našem Zasipu in na našem Bledu poje že 60 let. Drage dame in gospodje, brez vaše podpore in prisotnosti ne bi mogli praznovati. Hvaležni smo, da našo zgodbo in vrednote vsa leta podpirajo tudi občina Bled, podjetje Lip Bled ter Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z enoto v Radovljici. Posebej nocoj prisrčna hvala za sladke dobrote iz Konditusa in pekarne Planika. Radovljiški čokoladnici, ki vas ob našem jubileju razvaja z ekskluzivnimi pralineji Prgica iz Zasipa, zvesti in žena aktiva Prgarija za tradicionalno pogostitev ter okrepčevalnici Jurček Hom, študenti Visoke šole za gostinstvo in turizem Bled za strežbo, podjetju Sintal za varovanje, hotelu Astoria, restauraciji Špica, cvetličarni Novak ter vsem nastopajočim ob podpori tehničnega osebja festivalne dvorane. S tem pa seveda kulturno obilje današnjega večera nikakor ni zaključeno. Slovenci smo pač narod veseljakov, kjer žlahtne besede lepo potujejo tudi v spremstvu žlahtne kapljice. Zato vabljeni na zabavo v preddverju festivalne dvorane, ob izhodu pa smo vam pripravili še srčno presenečenje iz rok naše skrbne predsednice Dragice in njenega Franka, v spomin na nocojšnje praznovanje 100-letnice Le zagrabite ga KUD-u Zasip, pa voščiva še na mnoga desetletja. Drži, Jerca. A preden se dokončno poslovimo, bi na oder rad povabil še zadnja gosta nocojšnjega kulturnega večera. Folklorna skupina kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno bo ob spremljavi Šuštarjev zasplesala splet gorenjskih plesov. Srečno Zasip, srečno Bled!
Cel teden sem ležal bolan, nedeljo bom špilal cel dan. Mora godca plačati, saj godec ni kon, da delal zastonj.
Hvala.